Pozdravljeni. Zopet je prišel na vrsto naš običajni komentar, kjer si bomo skupaj pogledali vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Kot običajno, tudi tokrat 4 različni sklopi. In seveda, vkolikor koga izmed vas zanima, kaj je pisalo v izvirniku, dobi bližnjice kot običajno navedene v opisu. In kot smo videli že mnogokrat prej, tudi danes bomo imeli vse članke, ki so izšli na isti dan. Priznam, potrudil sem se, tudi zaradi tega, da mi ni treba navajati pri vsakem članku, kdaj je izšel. Tokrat je tisti datum 5. april. A danes imamo majhno spremembo. Namreč na spletni strani Race Fans sem zasledil izjemno zanimiv članek, ki se pa ne dotika Formule 1, temveč Formule E. In mnogi izmed vas, ki me poznate, veste, da sam te kategorije ne cenim preveč. A vseeno, avtorica članka Hazel Sutwell je napisala sestavek, kjer razglablja o tem, kaj mora Formula E spremeniti, da bi nazaj privabila publiko. In članek je zanimiv iz enega razloga, namreč avtorica je zagovornica te serije. In vkolikor kritika prihaja iz tistih logov, je po mojem mnenju bistveno bolj objektivna, kot če bi jo, na primer, povedal jaz. Seveda, toplo priporočam branje, vkolikor koga izmed vas zanima. Za vse ostale, da pa ne bomo predolgi kot običajno, je najbolje, da začnemo z našim prvim sklopom. Na spletni strani Race Fans sem v članku, ki se ubada s kratkimi novičkami ter govoricami, zasledil nekaj zanimivega. Namreč koncern Volkswagen, bolj točno Audi, je dvignil ponudbo za nakup McLarena. Po navedbah avtorja iz 450 milijonov evrov na 650 milijonov evrov. In govorimo o nakupu McLaren Formula 1 oziroma deležu ekipe. Ni pravzaprav jasno, kaj hočejo pri Audiju kupiti. Namreč že danes ima McLaren v Formuli 1 kar nekaj lastnikov in govorice nekako trdijo, da šele v drugem koraku bi lahko Audi celo vstopil v tisti del, ki se ukvarja z izdelavo cestnih avtomobilov. Verjetno bodo tu skušali kupiti tisti delež, ki je ostal v družini Ože, namreč znameniti Mansur nas je zapustil pred kratkim in verjetno nihče od njegovih naslednikov nima ne želje in verjetno tudi ne toliko sredstev, da bi se z McLarenom ukvarjal tudi vnaprej. Namreč videli smo kar pogostokrat v preteklosti, da so lastniki odprli denarnico ter doložili tisto, kar je ekipi zmanjkalo. In McLaren še danes nima glavnega poimenskega pokrovitelja. A vemo, da tudi oče Nikolaja Latifija je v lastniški strukturi McLarena, ampak dvomim, da je njegov delež vreden med 450 in 650 milijonov evrov. A to, da konstruktor pogonskih sklopov bo v lastniški strukturi McLarena, ni nič novega. V preteklosti je bil polovični lastnik Mercedes in ta struktura je delovala pravzaprav do tiste znane afere Spygate, kjer so se pri Mercedesu na vrat na nos odločili izstopiti, ker je pač obnašanje ekipe McLaren metalo slabo luč na Mercedes in tako so ustanovili svojo ekipo oziroma jo kupili.
V drugem sklopu se bomo ukvarjali z izjemno zanimivo podrobnostjo, ki smo jo lahko videli pri raznih ekipah Formule 1. Navajamo članke, ki sem jih zasledil na spletni strani motorsport.com in seveda italijanski Autosprint. Govora bo o napenjavcih, ki jih vidimo tam na zadnjem delu bolida in nekako preprečujejo, da bi se ravno dno upognilo proti dol, seveda na ravninah, ko talni efekt doseže tiste maksimalne vrednosti. In seveda tako upogibanje tudi ogromno pripomore k osovraženem skakljanju. Pat Fry, glavni inženir pri ekipi Alpine, je razočaran. Namreč on je svojo nalogo opravil pošteno. Namreč dno pri bolidu A522 se ne upogiba. Ampak po drugi strani, ker so uporabili več materijala, to pomeni, da je celoten bolid bistveno nad tisto minimalno dovoljeno težo. Pri nekaterih drugih ekipah so tu malce varčevali. Naleteli so na težave in sedaj so dobili neke vrste odpustek. Nekaj, kar v sodobni Formuli 1 je vse prej kot redek pojav. Torej to, da tisti, ki ne opravijo dobro svoje naloge, so na koncu nagrajeni. Prav teža dna bo argument, ki se bo danes v tem komentarju pojavil še enkrat. To priložnost bi rad izkoristil tudi, da vam nekaj pokažem. Namreč v zbirki svojih, imenujemo jih razbitin, imam kar nekaj delov. In tu je drobec dna, ki pa ni sestavljen iz ogljikovih vlaken, temveč iz kevlarja. Vidite, izjemno robustna zadeva, ki pa jo je skoraj da nemogoče upogniti. Bistveno bolj toga zadeva kot na primer ogljikova vlakna, a težja. Namreč delček, ki ga imam v roki, tehta približno 165 gramov. Za razliko od tistega tolikokrat že videnega nosilca prednjega profila, ki jih ima približno 135. Seveda gre za bistveno večji del, ki je votel, priznam, ampak gibek je in ne nudi tiste togosti, ki smo jo videli pred nekaj trenutki. Zato je tudi razumljivo, kje so pri nekaterih ekipah prihranili kilogram ali dva, mogoče tudi več, in kako skušajo sedaj to rešiti. A videli bomo v nadaljevanju, kaj nas še čaka na tem področju. V drugem sklopu smo govorili o tem, kako so pri Alpinu nekako razočarani nad ukrivljanjem pravil, ki smo ga videli pri raznih drugih ekipah. A ta rešitev je samo začasna in ne nudi tistih rezultatov, ki bi si jih marsikdo lahko obetal. Zato v naslednjih velikih nagradah, vsaj po poročanju italijanske verzije spletne strani motorsport.com, lahko pričakujemo pri Red Bullu novo dno. To naj bi omogočalo še več talnega efekta, ampak po drugi strani bo imelo tudi bistveno višjo maso. In sedaj se lahko začnemo spraševati. Namreč Red Bull je po navedbah nekaterih tako ali drugače bolid, ki je bistveno nad tisto minimalno znamko. Govori se lahko celo 15 kg. Sedaj, če bodo imeli še težje dno, kako jim bo pa uspelo le to znižati? Poleg tega smo slišali, koliko naporov bodo vložili v znižanje mase v celotni šasiji. Torej, nekaj tu pravzaprav ne gre skupaj, kajti izgleda, da delajo v popolnoma nasprotnih smereh. Razumem, da lahko skušajo znižati maso in nato ta prihranek nekako uporabiti na samem dnu, ampak
bodo res nekako pridobili toliko oprijema, da se bo vse skupaj splačalo, ne vem. Še posebej letos, ko imamo tako strogo omejen proračun in na novi generaciji bolidov vidimo kar nekaj neznank. Ampak tudi to bo ena izmed tistih tematik, o kateri bomo še kako govorili v prihodnosti. Za konec pa še izjava Tota Wolfa. To povzemajo na spletni strani GP Blog. Namreč Totu Wolfu je samo po sebi umevno, da so pri Red Bullu novačili kader za njihov nov oddelek, ki se ukvarja s pogonskimi sklopi, pravzaprav edino pri Mercedesu. Namreč v okolici se resno ne nahaja nihče drug. Dvomim, da bi kdo prišel v Veliko Britanijo, naprimer iz Francije ali Italije. Z Japonci že tako ali drugače sodelujejo in ostaja samo tisti oddelek tovarniške ekipe Mercedes v Brixworth. No, imamo še neko alternativo, torej tisti Cosworth, ki je še zmeraj pri življenju, ampak že desetletja se ne več ukvarja s Formulo 1. A pri vsej tej zgodbi, ki je logična in razumljiva, obstaja še nek velik vprašanje, katerega se pa pravzaprav nihče ni lotil. Kaj se bo zgodilo, ko bodo pri Formuli 1 prišli na novo generacijo pogonskih sklopov? Znano nam je, da takrat želi Red Bull imeti pogonske sklope Porsche. Bodo še ohranili tehnike, ki so jih tako na silo vzeli Mercedesu, ali jih bodo enostavno odpustili, ker ne bodo več potrebni. In ta kader se bo vrnil k Mercedesu ali odšel kam drugam, v druge kategorije, v druge serije ali pa v zaslužen pokoj. Vprašanje, katero danes še ni aktualno, ampak zanimivo bo videti, kako se bo ta zgodba končala. Kot ste razumeli, to je tudi zadnji komentar v tokratnem tednu. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.